Zdaj pa če za našega Lukija poglejmo, kaj je v špičil ta teden. Pozdravljeni. Na svetu je marsikaj zanimivega, a mislim, da se lahko vsi strinjamo, da nič ni tako zanimivo kot mi, ljudje. Vsi smo različni, imamo različne navade, hobije, stile in se stalno tudi spreminjamo. Za vas imam novo rubriko, v katero vas tudi lepo vabim, in ta se imenuje Zanimivi ljudje. In za prvo zanimivo osebo sem si izbral svojega prijatelja, starinarja iz stare Ljubljane, Jakata Prijatelja. Ja, prav ste slišali. Ime mu je Jaka in piše se Prijatelj. Pojdimo ga spoznati. Sorry. Jaka, ljudje te v glavnem poznajo kot lastnika, vodjo starinarnice Karniola Antiques, tukaj v Trubarjevi ulici v Ljubljani. In a te lahko označim kot ekscentričnega starinarja? Ne vem, kaj sem ekscentričen, mogoče pa res, ja. Lahko. Meni se zdiš lahko, ampak ljudi predvsem zanima, a ne? Ker to je zelo zanimiv poklic. Kako človek pride v ta posel? Kdo te je noter vrgel? Sam. V bistvu se rodiš takšen, te stvari, nekaj zelo ferčen moraš biti, te morajo zanimati. Že kot otrok sem bil na postrehah, brskal in tako naprej. Tako pa nekako postopoma preide to neko željo, da bi se s tem stalno ukvarjal, pa imaš priliko, pa probaš in če preživiš, pol sediš z Lukatom takole. Imaš kakšno zanimivo anekdoto za nas? Kaj je tista prodaja, recimo, kaj pa tebi najbolj ostala tako v spominu, da si najbolj ponosen, da si nekaj prodal? Ameriškemu predsedniku Billu Clintonu sem prodal manšetne gumbe. Kaj je te pa on dal za to denar? Ponujal mi je denar, pa nisem hotel vzeti. Pa mi je pa poslal tele manšetne gumbe v zahvalo, ker v zadnji piše njegov ime, pa pismo v zahvale s njegovim podpisom. Da ste rekli, da ni res, a ne? To je pa res izjemno. Ampak denarja ni pa nič dal, sicer je ponujal, ampak nisem hotel vzeti. Denarja ni pa nič dal? Ne, ni bilo. Stvar ni bila toliko vredna, rabo eno darilo za princa iz Abu Dhabija, ni vedel, on ima, vse ima, zbira pa obeske za ključe. In kaj bo zdaj podaril šejku iz Abu Dhabija, ki zbira obeske za ključe in ima milijone? Slučajno so klicali po Ljubljani, tajnica njegova, in sem bil jaz edini še, ki sem delal. In dvignem telefon in on se reče, dajte se zajbati, tle z mano, in oni res pridejo. In pa sem jaz sestavil eno zgodbo, z neki 3-4 predmetih sem naredil en nov obesek za ključ, sem dal eno škatlo in sem to njim prinesel in so padali v nezavest od zadovoljstva. Potem sem me sprejel gor v hotelu in pride dol in tu, where is my hero? In jaz sem bil tam čist trtej. Bill Clinton te je označil za junaka? Yes. In potem se, ko se stopi, da bi selfie naredila, jaz tako zraven njega, stopam čist tako trto, on pa mene tako je zek moj, In to je to. Bill Clinton te je šlakal? Ja, itak da me je. Tak je, a ne? I did not have sexual relations with that woman. Monike pa ni bilo. Tajnica je bila zelo pametna, zelo prijazna, zelo dobra, ampak zelo debela. Za vsak slučaj sem mu tako dal, to je bilo moje zapažanje. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. Jaka, to je pa izjemno zanimiva zgodba, moram reči. Ja, jaz mislim, da ni vsak uspel prodati nekem ameriškemu predsedniku neke banalne predmete. Definitivno je tukaj kljukica, da tvoj poklic je več kot zanimiv. Imam tudi angleško kraljico, tle, ki sem jo slikal. Slikal si? To so v bistvu zdaj že bolj tvoji hobiji. Ni hobi, mene, če greš z fotografijo, hobi, seveda je hobi, ki ne prodajam nič, ampak se stalno ukvarjam že 20 let. Meni sem celo knjigo izdati z imenom Ulica. Tukaj imam en akt, ki je v bistvu zgodba zelo zanimiva. To je v bistvu akt delo Ivane Kobilice, to je strokovno mnenje sodnih izvedencev. Bil je pa najden na Bolhi, na internetu za neko bagatelo.
Ne, ljudje niso vedeli, kva imajo in so čist poceni prodali. Kaj si hočeš s tem povedati? Da je pametno prej to vprašati, preden prodajaš. Ko ne veš, kakšno napako si naredil. Ne vem, zakaj niso sramni dlak risali. Ali so te A je to njena sestra? Jaz mislim, da smo ugotovili in potrdili, da si ti dejansko zanimiv človek. Hvala. Zanimivega izgleda, zanimivega poklica, zanimivih hobijev in navad in da ne rečem izredno zanimivih predmetov. In sem mislil, ker sva tako dobra prijatelja, lahko pa ti te manšetne gumbe zdaj meni podariš. Skoraj. Skoraj. Ja. A mi ne bi. Ne samo obljubo ti bom, tako kot politiki, pa kar bo. Tudi jih bom nekoč podaril. In če bi tudi vi radi spoznali zanimivo osebo, čaka vas na Trubari v Starinarnici, pa prineste kaj v cent. Kdo je pa tebi zanimiv človek? Luka. Kdo je pa tebi zanimiv človek? Luki. Kaj ga pa nisi obdržal? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.